Sodišče Slovenske narodne časti je bilo kot posebno sodišče, ki je delovalo po leti 1945, ustanovljeno z zakonom o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast, ki ga je 5. junija 1945 sprejelo predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Direktivo za ustanovitev sodišča je dal Centralni komite Komunistične partije Slovenije že na začetku marca 1945. Takrat se je začela tudi kampanja za ustanovitev sodišča narodne časti. Politbiro Centralnega komiteja je nato junija ugotovil, da je vse pripravljeno za začetek delovanja sodišča in prvi sodni procesi so se pred sodiščem začeli 4. julija 1945. Ustanavljanje sodišča narodne časti je bilo propagandno zelo dobro podprto. Takratni časniki so objavili številne prispevke o tem, kaj to sploh sodišče narodne časti je, komu bo sodilo, kaj je odgovornost posameznikov, torej Slovencev. Namreč objavljeni so bili tudi številni pozivi k odkrivanju zločinov in prestopkov proti slovenski narodni časti in pozivi k temu, naj ljudje, naj Slovenci te prestopke oziroma ta ravnanja prijavljajo ustreznim oblastem. Sredi junija 1945 je bil za predsednika Sodišča Slovenske narodne časti imenovan sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča Alojzij Žigon, ki je še pred koncem avgusta postal prvi predsednik novoustanovljenega Vrhovnega sodišča Federalne Slovenije. Imenovalo ga je predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, ki je prav tako z odloki imenovalo tudi ostale člane Sodišča Slovenske narodne časti. Sodišča Slovenske narodne časti so sestavljali poleg predsednika tudi tajnik sodišča, za tajnika je bil imenovan Jože Černe, ter predsedniki in tajniki 5-članskih sodnih senatov. Ti sodni senati so bili po zakonu ustanovljeni na sedežih narodno-osvobodilnih odborov. To pomeni, da so posamezni senati sodili v Celju, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Ljubljani, Novem mestu in na Ptuju. Člani teh senatov so bili tako pravniki kot nepravniki, torej sodniki laiki. Predsedniki senatov so bili pravniki, ostali člani senatov pa so bili večinoma laiki. Delavci, kmetje, obrtniki. Predsedstvo SMOS-a je za člana senatov imenovalo tudi 2 duhovnika, torej ljudje brez pravne izobrazbe in znanja. Sodišče narodne časti je sodilo tistim, ki naj bi med vojno na kakršenkoli način sodelovali z okupatorji in s tako imenovanimi domačimi izdajalci. Konkretno to pomeni, da se je pred Sodiščem Slovenske narodne časti zvrstilo največ procesov zaradi političnega sodelovanja z okupatorji, kar pomeni, da je sodišče obsodilo predvsem osebe, ki so bile člani okupatorjevih političnih organizacij, kot na primer nacistične stranke, fašistične stranke ali njelaške stranke v Prekmurju, člani Kulturbunda, Štajerske domovinske zveze, Koroške ljudske zveze, Gestapa, Volkssturma ali Wehrmannschafta in drugih podobnih organizacij. Posamezniki so bili obsojeni tudi zato, ker so opravljali različne funkcije v omenjenih organizacijah. Veliko je bilo procesov proti tistim, ki naj bi med vojno sodelovali s pripadniki Bele garde ali Slovenskega domobranstva v Ljubljanski pokrajini. Veliko je bilo procesov, na katerih so bili obsojeni posamezniki, ki naj bi širili propagando za okupatorje, za slovensko domobranstvo in proti narodno-osvobodilnemu gibanju ali osvobodilni fronti.
Na zatožno klop so sedli tudi tisti, ki naj bi izdajali zavedne Slovence, ki naj bi prispevali k njihovim izselitvi in upravljali z premoženjem izseljenih oseb. Prav tako so se pred sodiščem morale zagovarjati osebe, ki naj bi sramotile partizansko gibanje. Poleg navedenega pa so bile številne ženske obsojene tudi zato, ker naj bi imele intimne in prijateljske stike s pripadniki okupatorskih vojsk. Postopek pred sodiščem Slovenske narodne časti se je lahko začel na podlagi prijave, ki so jo vložili posamezniki, OZNA ali narodno-osvobodilni odbori. Pri tem moramo povedati, da je bilo daleč največ prijav, ki so jih vložili posamezniki, in te so še posebej občutljive, saj je treba pri teh prijavah upoštevati, da so jih mnogi vložili iz osebnega maščevanja ali lastnih interesov. Na ta problem so pravzaprav opozarjali posamezni sodniki že v času delovanja sodišča, in v takih primerih, ko je sodišče to ugotovilo samo, so tovrstne obtožbe tudi zavrnili. Zaslišanja pred sodiščem Slovenske narodne časti so izvajali javni tožilci in OZNA. Na podlagi teh zaslišanj je javno tožilstvo nato pripravilo obtožnice, pri čemer je treba povedati, da so v tem preiskovalnem postopku tako tožilstvo kot OZNA zbirala zgolj obremenilno gradivo. Na podlagi obtožnice je nato predsednik senata razpisal javno razpravo. Na primer, v Mariboru so potekale razprave v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča, in na Slomškovem trgu pred gledališčem so bili postavljeni zvočniki, preko katerih so lahko ljudje spremljali potek razprav. Na razpravi je javni tožilec najprej prebral obtožnico, nato so bili posamezni obtoženi poklicani k zagovoru, ki je bil navadno enak tistemu v preiskovalnem postopku. Na razpravah so bile lahko zaslišane tudi priče, kar se večinoma ni dogajalo. Večinoma so bile namreč prebrane zgolj njihove izjave, ki so jih dali na zaslišanjih pred javnimi tožilci. Drugega dokaznega gradiva tožilstvo pravzaprav ni predstavilo. Po tako opravljenem postopku na javni razpravi se je senat umaknil na tajno posvetovanje in nato razglasil sodbo, s katero je večino obtoženih tudi obsodil. Sodišče Slovenske narodne časti je obravnavalo več kot 3800 oseb in jih 3025 tudi obsodilo. Vsem, ki so bili obsojeni, je izreklo kazen izgube narodne časti, ki je takrat pomenila, da so bili obsojeni pred sodiščem narodne časti izključeni iz javnega življenja, niso mogli opravljati javnih služb, odvzete so jim bile državljanske in politične pravice. Sodišče narodne časti je lahko izrekalo tudi kazen lahkega ali težkega prisilnega dela za največ 10 let, ter kazen zaplembe premoženja v korist države. Premoženje je bilo lahko zaplenjeno v celoti ali delno. Obtoženi pred sodiščem Slovenske narodne časti so prestajali kazen v različnih kazenskih ustanovah, na primer v Kočevju, v Strnišču pri Ptuju, v Bresternici pri Mariboru, tudi na Studencih, ki so danes mariborska mestna četrt. Tam so večinoma opravljali dela povezana z obnovo porušene infrastrukture in sodelovali pri gradnji pomembnejših objektov. Posledice kazni, ki jih je izrekalo sodišče narodne časti, so bile pravzaprav dolgoročne. S tem, ko so bili ljudje obsojeni na izgubo narodne časti, niso mogli sodelovati na volitvah v letu 1945. To pomeni na volitvah v narodno-osvobodilne odbore,
ki so potekale poleti 1945, in tudi ne na volitvah v ustavodajno skupščino Demokratične federativne Jugoslavije, ki so potekale novembra istega leta. Na ta način je oblast izločila morebitne nasprotnike, z izrekanjem kazni prisilnega dela pa je pravzaprav dobila zastonj delovno silo pri obnovi porušene domovine in izgradnji pomembnih infrastrukturnih objektov po koncu vojne. Tudi kazni zaplembe premoženja so imele dolgoročne posledice in to je bila trajna kazen. Na ta način se je tudi s sodbami sodišča narodne časti začel vzpostavljati državni sektor lastnine in sprememba pravzaprav družbeno-ekonomskih odnosov, ki je bila ravno po koncu vojne zelo temeljita. Prvi procesi pred sodiščem Slovenske narodne časti so se torej začeli 4. julija in sicer v Mariboru in v Ljubljani. V Ljubljani je takrat odmeval proces, ki ga lahko označimo tudi za prvi proces pred sodiščem Slovenske narodne časti, proces proti članom Sosveta Ljubljanske pokrajine. Nekoliko kasneje so začeli soditi tudi drugi senati, torej v drugih slovenskih mestih. Pred sodiščem Slovenske narodne časti je bilo največ procesov zaradi političnega sodelovanja z okupatorji. Med njimi so prav gotovo prevladovali procesi zaradi članstva v Kulturbundu, ki jih je bilo največ na Štajerskem. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je od začetka 90. let obravnavalo več zahtev za varstvo zakonitosti ali obnovo pravnomočno končanih postopkov na podlagi zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Sodbe zaradi članstva v Kulturbundu je razveljavilo z utemeljitvijo, da samo članstvo v Kulturbundu ne pomeni kaznivega dejanja, ampak gre zgolj za inkriminacijo statusa. Večjih procesov zaradi gospodarskega sodelovanja z okupatorji pred sodiščem Slovenske narodne časti ni bilo. Ti so se večinoma zvrstili pred vojaškimi sodišči. Je pa pred sodiščem narodne časti potekalo nekaj odmevnejših ali večjih procesov proti vidnejšim posameznikom ali skupinam. Če na primer omenimo proces proti nekdanjemu narodnemu poslancu dr. Francu Klaru v Lendavi, proces proti odvetniku dr. Adolfu Zalbergerju v Ljutomeru, proces proti dr. Frideriku Fleku in soobtoženim, med katerimi je bilo več odvetnikov, posestnikov, ki so bili obtoženi v Murski Soboti. Skupno vsem tem procesom je, da so bili obsojeni zaradi političnega sodelovanja z okupatorji in da je sodišče vsem izreklo kazen zaplembe premoženja. Posamezni senati sodišča Slovenske narodne časti so sodili tudi v koncentracijskih taboriščih. Taka primera sta taborišče na Teharjah in taborišče v Strnišču pri Ptuju. Značilno za te procese je, da so bili ljudje obsojeni večinoma zaradi članstva v Kulturbundu in Štajerski domovinski zvezi in da so bili večinoma aretirani že sredi maja leta 1945. To pomeni, da so bili zaprti tudi po več kot mesec dni, preden so bili sploh zaslišani ali prepeljani pred sodni senat. Sodišče Slovenske narodne časti je bilo ukinjeno s posebnim zakonom 24. avgusta 1945. Istočasno je predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta sprejelo ukaz o pomilostitvi oseb, ki so bile obsojene po zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Na podlagi tega ukaza je bila obsojenim odpuščena kazen prisilnega dela, tako lahkega kot težkega. Kazen izgube narodne časti je bila spremenjena v kazen izgube političnih in državljanskih pravic. To pomeni, da obsojeni še vedno niso imeli na primer volilne pravice.
Kazen zaplembe premoženja pa je ostala v veljavi. Leta 1998 je o zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. Povedalo je, da so bila določila zakona v nasprotju s splošnimi pravnimi pravili, ki so jih takrat, torej v času nastanka, spoštovali oziroma priznavali civilizirani narodi. Vkolikor so bila ta določila zelo splošna, torej ne dovolj konkretna in so bila podlaga za arbitrarno sojenje. Ustavno sodišče je v tem primeru, torej v primeru zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast, dovolilo odstop od načela retroaktivnosti, ter je namreč zato, da je zakon določal kazniva dejanja, ki so bila storjena v času okupacije, torej je uveljavljal kazniva dejanja in sankcije za nazaj. To je Ustavno sodišče v tej odločbi dopustilo. Sama odločba pa je pomembna tudi zato, ker je odločba kot taka temelj za obnovo pravnomočno zaključenih postopkov, pravnomočnih sodb, ki so bile sprejete na podlagi zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Do sedaj je bilo objavljenih nekaj parcialnih študij o delovanju Sodišča slovenske narodne časti. Na podlagi ohranjenega arhivskega in dokumentarnega gradiva, predvsem kazenskih sodnih spisov posameznih senatov Sodišča slovenske narodne časti, ta monografija, ta knjiga prinaša en celovit pogled na dogajanje, tako na organizacijo Sodišča slovenske narodne časti, kot na izvedbo in pripravo postopkov pred sodiščem. V knjigi so v več tabelah predstavljeni tudi številčni podatki o delovanju Sodišča narodne časti, tako o številu obravnavanih in obsojenih pred tem sodiščem, kot tudi o številu obsojenih na posamezne kazni, ki jih je sodišče lahko izrekalo. Objavljeni so dokumenti o delovanju Sodišča narodne časti, tako primeri obtožnice, sodbe, kot tudi zaključni poročili o delovanju senatov Sodišča slovenske narodne časti v Mariboru in na Ptuju. Menim, da ta knjiga prinaša nek celovit pogled na dogajanje pred Sodiščem slovenske narodne časti po leti 1945. Najpomembnejše vprašanje, ki pa še vendarle ostaja odprto, pa je sam postopek imenovanja sodnikov in članov Sodišča slovenske narodne časti. Namreč iz dokumentov lahko sklepamo, da so imeli pomembno vlogo pri njihovem imenovanju partijski komiteji ali pa odbori Osvobodilne fronte. Dejansko pa dokumentov, ki bi pričali o njihovem postopku imenovanja, zaenkrat nisem našla. Sodišče slovenske narodne časti lahko označimo kot institucijo revolucionarne oblasti. Vemo, da je komunistična partija med vojno izvedla revolucijo in do konca vojne pripravila vse potrebno za prevzem oblasti. Po koncu vojne je torej z različnimi ukrepi utrjevala svojo politično moč in monopolni položaj ter izvedla tako imenovani proces čiščenja. In del tega procesa ali del te utrjevanja oblasti komunistične partije je predstavljalo tudi Sodišče slovenske narodne časti. Namreč s procesi pred Sodiščem narodne časti in pa pred vojaškimi sodišči, ki so edina izvajala kazensko sodstvo po leti 1945, je povojna oblast odstranila tako domače izdajalce, torej tiste, ki naj bi med vojno sodelovali z okupatorji, kot tudi potencialne nasprotnike
novega političnega sistema.